Naša glavna dejavnost je pridelava mleka v čim bolj tradicionalne izdelke, kjer naj bi omenila najprej sir Tolminc, potem pa tudi skuto, ki smo jo vgradili v naš nagrajen izdelek, to je soški namaz z dimljeno postrvjo iz Soče. In to je neka zgodba, skupna zgodba povezovanja z Farovniko, to je firmo ribiške družine iz Tolmina, ki nam pripravlja tudi dimljeno postrvjo iz Soče, ki jo potem vgradimo v ta naš namaz. Za naprej, ja, kar naprej je nekaj, nas čaka nekaj poslovnih izzivov, slediti je treba trendom, slediti je treba tradiciji in ne nazadnje slediti je treba zgodbam doline Soče. Mi se doma na naši kmetiji ukvarjamo s pridelavo jabolčnega kisa in tudi ekološkega bio-brezgovega kisa. Naši načrti so za vsako leto približno pri prodaji načrtujemo 20% rast. Dobrote Dolenjske so kolektivna blagovna znamka, ki povezuje in predstavlja regijo. V okviru Dobrot Dolenjske povezujemo že skoraj 100 ponudnikov in imamo že več kot 500 certificiranih produktov iz različnih skupin. Tako se trudimo biti inovativni, povezovati pridelovalce, predelovalce in pa tudi ponudnike storitev iz naše regije. Menimo, da je to povezovanje ključnega pomena, hkrati pa z svojo vlogo, torej kot zavod, ki smo prevzeli kar dobršen del predelave, tudi pri nas marsikaj ustvarjamo, pa spodbujamo tisti segment lokalne pridelave. To pomeni, da od kmetov, tistih, ki nimajo še registriranih dopolnilnih dejavnosti, odkupujemo sadje, zelenjavo in ostale surovine in jih pridelamo v neke kakovostne in inovativne produkte, ki pa imajo vsak svojo zgodbo. In te zgodbe jaz upam, da zelo, zelo uspešno prenašamo našim uporabnikom, torej lokalnemu prebivalstvu, kupcem po Sloveniji in pa tudi turistom. To se je izkazalo z našo prisotnostjo v Ljubljani zelo pomembno, da skozi okuse predstavljamo regijo, jo promoviramo, privabljamo goste in ustvarjamo različne zgodbe. Trudimo se tudi delati na promociji naših, paradnih konjev, kot so Cviček, Cvičkova zgodba, zgodba Modre Frankinje, zgodba Krško-Poljskega prašiča, zgodba Raške čebule, teh zgodb je ogromno in pred nami je še tudi ogromno dela. Zdaj zelo aktivno sodelujemo tudi pri aktivnostih Ministrstva za gospodarstvo in STO-ja, torej drugo leto postajamo prestolnica, k temu smo dodali tudi naš kamenček, v ta mozaik se je komisija ocenjevala tudi nas. Letos so bili naš trud je bil prepoznan, ker nas je GoMio v letošnjem vodiču označil, smo dobili plaketo, torej kot edina trgovina z hrano smo dobili plaketo, ostali so dobili priznanja. To pomeni, da nas je prepoznal kot pomemben del kulinarične ponudbe. In to smo vedno poudarjali, seveda so gostinci, tisti naši ambasadorji, absolutno na najvišji ravni nas predstavljajo, ampak kljub temu je ta vrsta kulinarične ponudbe, ki jo pa predstavljamo mi, pa tudi en del celotne gastronomske ponudbe naše regije in tudi pri nas produkti, tako kot jed na gostinčevem krožniku, tudi naši produkti vsebujejo zgodbo, sporočilo preteklosti, etnološke zgodbe, skratka, izzivov idej ne zmanjka in če bomo le kos vsem realizirati vse ideje, ki jih še imamo. Sem Katja Debnik, prihajam iz ekološkega zeliščnega vrta Majnika. Imamo tudi ekološko kmetijo, ki je tudi dobila ime ekološka kmetija Majnika. Pridelujemo zelišča na biodinamičen način, pa tudi čez zimo ekokalčke. To so naše glavne dejavnosti. Glavni produkti so pa ekološka zeliščna sol Majnika in Majnika Vrečo
ter zeliščni čaji. Torej, kar si želimo, je zasaditi nove površine z trajnimi zelišči, ker vidimo, da povpraševanje v Sloveniji po kvalitetno pridelanih zeliščih je, po čajih v rinfuzi, da ljudje vidijo, kaj dobijo v čaju v primerjavi z industrijskim čajem, se pravi, to je en segment, ki ga želimo razvijati. Hkrati pa želimo to kmetijo, ki smo pred 3 leti kupili, to opuščeno kmetijo, počasi spremeniti v kmetijo, da bomo rekli, kjer se bo pokazala večnamenskost kmetije. Torej, da ne bo samo pridelava, predelava in trženje zeliščnih izdelkov, temveč da bo tam tudi prostor za izobraževalne dejavnosti, mogoče za terapevtske dejavnosti, predvsem imamo v mislih ranljive skupine, kot so otroci s posebnimi potrebami, avtisti, da bi tu bil nek prostor, kjer bi lahko se izvajali tudi takšne dejavnosti, ki so v današnjih časih, ko je porast duševnih bolezni res visok, pač priložnost, da se to tudi ublaži.